Živjo, živjo. Končno sem spet zdrava in tokrat prihajam z novo kolab serijo, bi lahko človek temu rekel, lepotnih blogerk, ki se imenuje #nimivšeč. Vedno pravite, da imamo čisto premalo ocen izdelkov, ki nam niso bili ravno tako zelo povšeč in smo preveč pozitivne in preveč hvalimo se tisto, kar nam je bilo všeč, ne pa toliko omenjamo stvari, ki nam niso všeč. Zato #nimivšeč pa bomo zbrali izdelke, ki si niso ravno zaslužile, da pristanejo v naših nakupovalnih vozičkih. Moja prva današnja ocena takega izdelka je Tarte Shape Tape podlaga. Tale je mat verzija, ker sem jo enostavno bolj preizkusila kot Illuminating, čeprav prvi vtis je tak, da mi ni nobena izmed njih všeč. Mislim, da sem plačala okoli 40 evrov za vsako. In pravici povedano, ne vem, če imam eno pozitivno stvar za povedati, tako da gremo takoj na negativne. Samo doziranje je tako, kot je pri njihovemu Shape Tape korektorju. Iskreno rečeno, to je ena izmed stvari, ki mi sploh ni všeč, ker ima takle tulc not, niti ne moram zliti na roko. Ne maram pa na obraz, kjer imam že gor primer ali kremo ali pa karkoli drugega iti s temle aplikatorjem in potem to zapreti nazaj not v stekleničko. Sama podlaga se kar hitro suši, zaradi tega jo je težko res lepo zblendati. Oni sicer priporočajo, da se jo nanese s čopičem, takšne variante, vendar pa to je šele izgledalo grozno in kejki, tako da nekako ne priporočam, meni se z gobico bolj šlo, vendar še vedno je to zelo, vidijo se luskice, oprime se vseh suhih predelov. Navtip je sicer v redu, se posuši, ni nič neki blazno teki, transfer, jaz sem tukaj nimam kaj preveč povedati, ker pri meni je transfer čez vseh podlag, samo se pač na rangu od nič do 10 so pač mat tiste, ki se manj prenesejo na druge stvari. Barva je sfaljena, je light sand, ki naj bi bila za svetle olivno-rumeno koške, če se to sliši logično, vendar pa je čisto presvetla, mislim, to je tako, ker sem potegnila čist dol, ampak sem še vedno brkane ghost face. Nisem pričakovala, da bo light sand tako svetla podlaga, ter še ena stvar, ki me blazno moti, je po odprtju 6 mesecev morate porabiti to tekočo podlago. Mislim, resno, najprej daš 40 evrov, potem dobiš aplikator, ki bi res lahko ničkam bolj tole delovalo, in na koncu še moraš porabiti v 6 mesecih. Ne. Roko na srce, Rimmel je podoben čudaški sistem nanašanja dolglih kar ven, ampak je njihov boljši, ker to dejansko kaj nanese, pa še zlijem lak iz stekleničke ven, pa mi sploh ni treba se s tem ukvarjati. Pa še boljši je, kot tale, ki stane 40 evrov. Mislim, da je 40 evrov, da se pač govorim iz glave. Tako da od Tarte Double Duty Beauty Shape Tape Matte Foundation ni stvar, ki bi me navdušila, ni stvar, ki bi vam jo priporočala, razen če ste mogoče masnokoške v 20-ih, pa imate čisto popolno polt, pa bi rade mat izdelek, barv je kar nekaj svetlih, ampak no, mogoče to je ena izmed pridnosti. Sneguljčice boste verjetno kaj najdli pri njih. To pa je skoraj to, no. Mislim, da je zelo malo ljudi, ki to bo res lepo izgledalo, ker jaz sem mogla kožo pripraviti s kremo, s primerjem, res peeling varianta, govorim peeling, ker ne uporabljam teh grobih peelingov, in še kar mi v 2 mesecih ni uspel te podlage nanesti, tako da bi bila na čemu podobna. Zato ne dobi pozitivne ocene z moje strani. Ta drugo
Illuminating ali kakršnokoli verzijo je, moram se še majčkeno bolj poigrati, ker sem bila le 2 meseca bolna in nisem toliko še testirala. Ampak moji prvi vtisi tudi tisti niso bili preveč pozitivni, s tem, da tam sem vsaj barvo majčkeno bolj zadela, pa tista ne bi bila svetlejša. Ok, ni toliko prekrivna, pa je lažje odnesem z ne ravno dobrim color matchem. Tako da, žal, Shape Tape korektor bom kupila v temnejši barvi, ker sama konsistenca je lušna. Tudi ta mat tekoča podlaga zgleda, ko je malo razredčen Shape Tape. In to je to. Ni look, ki bi ga bila jaz blazno vesela, ki bi ga redno nosila. Tako da zgrešen nakup, ne bom ga ponovila logično. Niti da bi šla iskat boljšo barvo, ker je sama konsistenca tukaj okoli nosa. To je vse zelo, zelo, zelo grozno. In enostavno se mi ne zdi vreden za 40 €. Ja, bomo našli nekaj drugega. Kot veste, testiram ogromno nekih tekočih podlag. Kupila sem jih tudi kar nekaj iz višjega cenovnega razreda. Da pogledamo. Vse še splača. So high-end podlage res še vedno eno stopničko nad drogerijskimi, oziroma še tisti razred okoli 20 €, ki je glih nekje med njima. Zaenkrat, kot vidite, start nisem dobro zadela, ni bil pameten nakup, tako da tega žal z moje strani pri takem tipu kože, kot ga imam jaz, ne priporočam. To je bilo to za prvo negativno oceno v Ni mi všeč seriji. Kmalu pridejo še druge, ker imam za sabo kar nekaj fajn nakupov. Malo me potolažite, imate še vi kakšnega, tako da nisem samljena v tem. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo.